Mestna občina Celje nadaljuje z urejanjem kolesarskih poti. Občina Šentjur bo preuredila in dogradila vrtec na Ponikvi. Maj bo v celjskem City centru v znamenju modnih revij. Luka Žviže je na klopi Celja pivovarne Laško zamenjal Tomaža Ocvirka. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. V mestni občini Celje nadaljujejo z izgradnjo in urejanjem kolesarskih poti v mestu. Potem, ko so že pred časom začeli izgradnjo kolesarske poti ob Savinjskem nabrežju, so minuli konec tedna pomožne kolesarske pasove označili tudi na delu Ljubljanske ceste in ob občinski stavbi na Trgu celjskih knezov. Tako na tem območju zdaj ni več možno parkiranje, vožnja s kolesom na tem odseku pa bo končno bolj varna. Ob tem so na cestišču izbrisali sredinsko črto, še vedno pa je možna dvosmerna vožnja avtomobilov. Obenem so na odseku Prešernove ulice označili pas, ki bo namenjen mešanemu prometu. Takšne oznake kolesarja in puščic na cestišču uporabijo takrat, ko je cesta preozka, da bi lahko uredili še dodaten pas za kolesarje. V prihodnjih mesecih naj bi z deli nadaljevali tudi na ostalih ulicah mestnega središča. V Celju bomo sicer letos dobili 44 novo urejenih odsekov kolesarskih povezav, ki bodo skupaj dolgi okoli 30 kilometrov. Šentjurski župan magister Marko Diaci je podpisal pogodbo za dograditev in preureditev prostorov enote vrtca Ponikva. Po prenovi vrtca bodo to enoto lahko obiskovali 103 otroci. Naložba je vredna 673 tisoč evrov, za izvajalca del pa so na javnem razpisu izbrali podjetje Halo Mojstri iz Polzele. Zaradi večjih potreb po varstvu otrok ter zaradi zadostitve normativom za izvajanje varstva bo občina Šentjur dogradila in preuredila prostore vrtca na Ponikvi, tako da bodo jeseni v 5 oddelkih vključeni 103 otroci. Tam bomo pridobili novo igralnico, novo učilnico, uredili bomo tudi določene igrala in pa novo vetrolov, zamenjali bomo določene tlake, hkrati pa bomo vse skupaj tudi prilagodili novim oziroma trenutno veljavnim standardom in normativom. Govorim seveda o tehničnih normativih, ki se lahko rečem velikokrat spreminjajo. Gre za veliko naložbo na področju predšolske vzgoje, kjer pa imajo v občini Šentjur še veliko načrtov. Te vse skozi usklajujejo z javnim zavodom Vrtec Šentjur. Celotna vrednost investicije je slabih 700 tisoč evrov brez DDV-ja, tako da lahko rečem, da gre kar za velik poseg. Imamo pa seveda na področju predšolske vzgoje še kar veliko želja in potreb, da se tako izrazim, tudi veliko projektne dokumentacije že imamo pripravljene in si seveda želimo, da bi bil kakšen takšen razpis, na katerem bi tudi uspeli pridobiti sofinancerska sredstva. V tej državi pa, kolikor je meni znano, je teh potreb, lahko rečem, ogromno in zadnji razpis, ki je bil sicer res po 10 letih, je bil, lahko rečem, kapljica v morje. Teh kapljic pa na območju tako Šentjurja, kakor tudi Slovenije potrebujejo še ogromno, da bodo lahko prišli na tisti nivo, ki je v Sloveniji predpisan s tehničnimi normativi in standardi. Te tehnične normative in standarde pač določajo na državnem nivoju. Občine pa smo seveda tiste, ki moramo te tehnične normative in standarde zagotavljati, kar pa seveda pomeni velike finančne vložke. Na javnem razpisu je bilo za izvedbo del izbrano podjetje Halo Mojstri iz Polzele, ki naj bi z deli zaključilo do 31. avgusta. V nakupovalnem središču City Center Celje vsako leto aprila pripravijo modno revijo, na kateri predstavijo modne trende za sezono pomlad-poletje. Letos zaradi trenutno veljavnih ukrepov modne revije niso mogli organizirati, so pa modno dogajanje zdaj preselili na družabna omrežja. Tako od začetka preteklega tedna vsak dan na Facebooku, Instagramu pa tudi na YouTubu ob pomoči njihovih trgovskih znamk objavijo nekaj modnih kombinacij. Ob tem pa so pripravili še nagradno igro. Pomlad se preveša v drugo polovico in v City centru Celje so tako kot vsako leto poskrbeli za tiste, ki iščejo prave modne kombinacije. A če smo te doslej iskali na modnih pistah, jih tokrat najdemo na spletu. Letošnje leto so pač spremenjene okoliščine
in v zvezi s tem smo se odločili, da vsekakor, ker smo prvi naslov v celjski regiji za modo, izpeljemo modne zgodbe, vendar, kot rečeno, zaradi okoliščin, ki so trenutno v veljavi, na drugačen način. Vse do srede 12. maja bo potekala ta akcija preko našega Instagrama in Facebook profila City Centra Celje, kjer boste lahko našli navdih za novo kolekcijo pomlad-poletje in seveda vabljeni. Skupaj bodo tako objavili 10 modnih videozgodb, v njih pa preko 40 različnih pomladno-poletnih stylingov. Tako kot je vreme se zdaj končno naredilo takšno, kakor ga pričakujemo za majske dni, bo veliko barv, pozitive prav skozi barve. Letos je trendi rumena, je pravzaprav barva letošnje pomladi in poletja, tako da je te barve kar precej prisotno v naših prodajalnah in z novimi kolekcijami, seveda pa so tudi drugi odtenki, več kot 10 jih je pravzaprav letos, od rdeče, roza, rožnate, marelično-oranžne in tudi zelene barve. Vsekakor pa so moderne letos tudi cvetlični vzorci in pa pisani vzorci in tudi črte letošnja moda ni pozabila. Tako da jaz verjamem, da se bo našlo tako za casual, se pravi za vsakodnevno oblačenje in pa tudi bolj klasičnih poslovnih stylingih prav te trende, ki sem jih že naštela. Obenem pa so za City Centrove sledilce na družabnih omrežjih pripravili še nagradno igro, v kateri imajo glavno besedo njihovi darilni boni desetaki. To objavo spremlja tudi nagradna igra, iščete svoj stil, v kateri bo City Center Celje med svojimi sledilci na Instagramu in Facebook profilu podaril darilne bone desetak v skupni vrednosti kar 800 evrov. Pravzaprav je vse objavljeno tako na Instagramu in Facebook profilu, tako da vabim, da se kar tja obrnete in tako je v bistvu tudi na kakšen način sodelujete, nagradna igra poteka in poiščete samo naslov, iščete nov stil in boste našli vse informacije, ki so potrebne, da sodelujete in z malce sreče tudi dobite te darilne bone desetak. Predstavljene modne smernice ponujajo kot navdih, da vsak poišče svojo kombinacijo in kot še dodajajo, moramo biti pri tem drzni in pustiti domišljiji prosto pot. Rokometaše Celja Pivovarne Laško bo do konca sezone vodil Luka Žvižej. V vodstvu kluba so se po sobotnem porazu v Trebnjem odločili za sporazumno prekinitev sodelovanja s Tomažem Ocvirkom, ki je slovenske prvake vodil od septembra 2018. Žvižej bo Celjane prvič vodil na sredini tekmi državnega prvenstva v Velenju. Ja, res se je zgodilo vse, bom rekel, zelo na hiter. Bil je pred mano en izziv, ki sem ga na koncu sprejel. Veselim se tega izziva in pa verjamem, da je ekipa ta prava in da bo naredila to, kar moramo narediti, kar se od njih oziroma od nas pričakuje in zavihali smo rokave. Ni veliko časa, ni ugodna situacija, ampak vseeno strnili bomo svoje vrste in dali vse od sebe, da zagotovimo to, kar smo si zadali na začetku sezone. Žvižej je dopoldan opravil prvi trening s celjskim moštvom. Zaenkrat je vse ok, dogovorili smo se določene zadeve, nadaljujemo tam, kjer so fantje že bili, s tem, da pač bomo probali bolj glave poštimati in da bojo te na pravem mestu in da bo pravo razmišljanje in da bo neka dodatna energija, ki nam lahko da še dodano vrednost. Po 3 zaporednih porazih poskušal Žvižej, ki je za celjski klub odigral 10 sezon, moštvo predvsem psihološko dvigniti na višjo raven. Niso bili zdaj glih v najboljši formi, kar se psihološke priprave tiče, ampak vseeno zavedajo se, kaj je v igri, konec koncev so profesionalci in tudi po prvih pogovorih mislim, da smo na pravi poti in seveda, če ne bi v to mislili oziroma v to verjeli, potem se tudi ne bi podali in ne bi sprejeli takšnega izziva. 4. najboljši strelec v zgodovini celjskega kluba bo z moštvom pred sredinim gostovanjem v Velenju opravil le 3 treninge. Bo v sami taktični postavitvi skušal upeljati kakšne novosti? Neke svoje zamisli imamo, ampak bomo nadaljevali v bistvu. Fanti niso pozabili igrati,
pač treba je narediti tudi nek preskok mogoče v razmišljanju. Zelo redko se je tu zgodilo, da je ekipa doživela 3 poraze. Konec koncev življenje je sestavljeno iz vzponov in padcev, ni problem paditi, problem je, če se pravočasno ne ostaneš, in na tem delamo, da se čim prej ostanemo in postavimo na noge. Žvižej, ki je v letošnji sezoni vodil mladince celjskega kluba, bo na klopi pivovarjev debitiral v sredo v Velenju. Na srečanju, ki Celjanom lahko prinese državni naslov in posledično Ligo prvakov tudi v prihodnji sezoni. Ja, sigurno, da bo šlo za en derbi, da bo to tekma na nož. Vemo, kaj prinaša ta tekma, tako njim kot tudi nam, da odloča v veliki stvari, in seveda napoj na eni in na drugi strani bo, in jaz sem prepričan, da bo to derbi v pravem pomenu besede. Seveda, gremo tja in probati oddelati zadevo po najboljših svojih močeh. 40-letni Luka Žvižej se je z vodstvom celjskega kluba zaenkrat dogovoril za sodelovanje do konca letošnje sezone. Zaenkrat je res, da smo se dogovorili samo do konca sezone. Ta izziv, ki sem ga sprejel, ga želim gledati kot izziv, ki je dolg 21 dni. Veliko stvari je treba narediti, oziroma zelo važne so te stvari, in ko bomo to obdobje zaključili, potem pa se bomo lahko pogovarjali, kako in kaj naprej. V 33. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši Celja z 1-0 zmagali na gostovanju pri Taboru v Sežani. Kljub zmagi Celjani na predzadnjem mestu prvenstvene lestvice za 8. Aluminijem še vedno zaostajajo za 4 točke. Kidričani so namreč včeraj s 3-0 slavili na gostovanju v Kopru. Tekma je bila težka. Moram reči, da seveda je bila tudi velika sprememba v temperaturi sami. Smo 2 dni trenirali v dežju, v nekem mrazu, danes smo prišli v Sežano, kjer je 20 stopinj, ampak ne glede na to smo pred tekmo pač vedeli, kaj nam je cilj. Prvi polčas odigrali dosti dobro, bom rekel, zasluženo povedli, imeli še neke situacije, ki jih nismo izkoristili. Medtem, ko smo drugi polčas bolj branili ta rezultat, domačin je pritisnil, mi smo mogoče malo energetsko padli, tudi to psihološko breme seveda je bilo potem drugi polčas večje, ampak fantje so kljub temu garali do konca in izgarali za to pomembno zmago. Ja, pričakovali smo takšno težko tekmo, vemo, da Sežana doma je trd tekmec, ampak na koncu nam je z neko borbo uspelo premagati. Prvi polčas tekmec ni ustvaril nobene priložnosti, smo dokaj dobro stali, imeli še nekaj priložnosti, žal nismo zadeli. V drugem polčasu pa so oni stiskali, mi pa smo se dobro odbranili. Sigurno ni bil naš načrt, da bi tekmo izgubili, preveč bojazni v prvi polčas, tako da na temu je treba še podelati. Zelo kvaliteten drugi, ampak brez tiste dodane vrednosti, brez zadetka. Tako da ne glede na vse, Celjani so dosegli en zadetek, mi ga nismo, tako da jim čestitamo za zmago. Mi moramo pogledati malček nase, na naš prvi polčas, da zanaliziramo, če bi združili 2 druga polčasa skupaj. Jaz mislim, da bi bilo Celju dosti težje, da bi nas težje premagalo, ampak to je to. Za konec, mogoče, da je mogoče moderno danes govoriti o sodnikih, ampak mi ne bomo, tako da njim želimo vso srečo, tako kot oni nam, tako da gremo naprej. Imamo 3 tekme do konca, moramo jih odigrati vse 3 100% in na koncu bomo sešteli točke. Ja, ponudila se mi priložnost na odbito žogo, bil sem tam, bil sem priseben in vesel sem za zadetek, ker vem, da je zelo pomemben za ekipo. Bom rekel, da smo nekako izkoristili ta trenutek, nekako prepoznali situacijo, ki nam je omogočala to odigrali zelo dobro in na koncu dali gol. Imeli smo pa še nekajkrat podobne situacije, ki jih nismo izkoristili, ampak dobro. Zdaj moramo biti vseeno zadovoljni in hvaležni za to zmago in gledati naprej. Jutri bo sprva še sončno, popoldne se bo na zahodu pooblačilo, pojavljati se bodo začele manjše padavine. Pihal bo veter južnih in vzhodnih smeri.
Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, ob morju in na severovzhodu do 14, najvišje dnevne na zahodu od 19 do 23, drugod od 24 do 27 stopinj Celzija. Padavine se bodo v noči na sredo od zahoda okrepile in razširile nad večji del države. Nastane lahko tudi kakšna nevihta. V sredo in četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno, s pogostimi plohami in posameznimi nevihtami. Manj padavin bo na vzhodu, kjer bo pihal jugozahodnik. S to vremensko napovedjo zaključujemo ponedeljkove dogodke dneva. Na televiziji Celje želimo vam prijeten večer. Nasvidenje.